Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o motokrosu, naš gost je namreč motokrosist Erik Kumer. Erik, lepo pozdravljen. Živijo. Kot rečeno, ukvarjaš se z motokrosom 3 leta. Kako je prišlo do tega, da si se pričel ukvarjati s to panogo? Ja, jaz sem začel, že od majhnega sem imel željo, da bi se s tem ukvarjal. Imel sem en majhen bicikl, ki sem ga poimenoval Honda. S tismo sem se vozil po teh, v Spodnji Idriji smo takrat če živeli, sem se vozil po igrišču. Večkrat sem izrazil želja tudi očetu. Sem, kaj je mal izračunal finančne stroške, je videl, so bila hitro zmenjena, da dirkali ne bomo, a ne. Pol po koncu 9. razreda, ko sem začel pa delati, pri enem lokalnemu zidarju med počitnicam, takrat sem pa našparal denar, takrat sem si pa pol prvič kupil svoj kros. In takrat se je pa ta pot začela, no. Takrat sem začel dirkati najprej pokalno prvenstvo, naslednje let sem začel že z državnim prvenstvom, tako da ja. In to je rezultat dejansko iz leta v leto boljši? Ja, iz leta v let se stopnjuje, ja. Začeli smo tam okoli 10. mesta v prvem letu. V drugem letu smo pa pol že začeli pokalno, boljše vožnje, boljše čase na treningih, tako da ja, vsak let bolje. Je pa tukaj na Idrijskem kar nekaj motokrosistov. Koliko vas je ljubiteljev motokrosa oziroma aktivnih tekmovalcev? Ja, zdaj nas motokrosistov tle na Idrijsko-Cerkljanskem je okoli 6, se mi zdi. Tudi zdaj v našem klubu nas je 6 dirkačev. Tako da ja, ukvarjamo se iz našega kraja Ledin sem jaz, tlele iz Spodnje Idrije sta 2, pa iz Cerkna dol. Poleg motokrosa seveda je kar nekaj ljubitelj tudi endura in cross countryja. Ja, tudi enduro cross country vozijo. Imamo v klubu tudi člana KOS Enduro, Miha Sedej. Drugače so pa, veliko je takih, da se voz radi po manj z enduro motorji, kad teh dirk v Sloveniji ni, a ne. In pol jim drugega ne preostane, kad da grejo ta zvrst, vožnje z motorji. Ne samo, da ni dirk, v naših krajih lahko rečemo, da primanjkuje tudi primernih stez, kjer bi lahko trenirali. Ja, seveda, v lokalnem prostoru stez ni, da bi lahko treninge opravljali. Lansko leto smo bili v stiku z občino Paramo do Idrija že, da bi ta proga nastala. Sam je pol tu splaval pa vod. Tako da ja, v klubu iščemo ta prostor, kjer bi lahko opravljali te treninge. Sam zaenkrat prostora še nismo našli, no. Omeni se Avtomoto društvo Idrija, gre za društvo, katero je bilo ustanovljeno lani, prav z namenom, da združite vse ljubitelje motokrosa pa vožnje v cross countryja pod neko okrilje, drži? Ja, lansko leto sva prišla na idejo z očetom, da ustanovimo motokros društvo oziroma društvo za nas dirkače z motorji. Temu so se pol pridružili še iz Spodnje Idrije dirkači in tam iz Cerknja. Tako da ja, pol smo rekli, da klub naredimo in tako da smo ga lansko leto pol tudi ustanovili. Leta smo že naredili tudi licenca klubska. Vsi člani smo že dobili licence, tako da bomo leta že dirkali pod društvo AMD Idrija, ja. Sezona je praktično pred vrati, letos bo 10 dirk državnega in pokalnega prvenstva. Kakšna so pričakovanja tvoja osebna najprej? Zdaj moja osebna so sigurno visoka, ne, glede na to, kakšne rezultate smo naredili lansko leto, da smo iz leta v let boljši. Lansko leto sem na pokalnem prvenstvu začel malo slabše. Po enem mesecu smo zamenjali motor, sem si kupil novega Kawasakija. Takrat so se pol tudi začeli moji rezultati boljšati. Postavljal sem tudi najhitrejše čase na treningih. Zmagoval sem že dirke, no. Tako da ja, za letos, ko bomo vozili pokalno prvenstvo, sigurno ciljam na prvo mesto, no. Ampak 10 dirk, kar dolga sezona bo. Ja, sigurno bo dolga. Zdaj motor smo pripravili na to, da bo zdržal čim dlje. Lansko leto smo imeli manjše okvare, no, tisto smo pa zrihtali. Upam, da se bo izteklo vse tako, no, kad se more. Katera steza v Sloveniji ti je najljubša?
Ja, sigurno mi je najljubša Orehova vas, no. Gor ni veliko dirk, ni niti veliko treningov, ampak sigurno mi je pa najljubša, no. Je najstarejša, najdaljša proga in predvsem najbolj težavna, no. Kar pa se tiče stez v lokalnem okolju, je najbližje je v Žireh, naslednja je Most na Soči, kjer se sicer tekmovanja ne izvajajo, se izkoriščajo te dve progi za treninge. Ja, zdaj v Žireh ima treninge ob nedeljah, dol smo kar velikokrat, no, vsi te lokalni dirkači. Zdi se mi tudi ena izmed boljših prog. Zdaj Most na Soči je nekoliko slabša, je nekaj več kamnov, no, ampak za trening, recimo za med tednom, da greš recimo po službi, da narediš en dober trening, je proga, no, je toliko je. Koliko je sploh potrebnega treninga na motorju? Ja, zdaj jaz osebno v zimskem času treniram trikrat na teden v fitnessu in dvakrat na teden na motorju, no. Zdaj v poletnem času, ko so pa dirke, imamo vikende predvsem za dirkanje, med tednom pa, če nam uspe, opravimo kakšen trening po teh drugih progah ali pa v fitnessu lih tako, ja. Sam si prejšnje sezone nastopil za društvo AMD Irt Brothers, katerega vodijo bratje Irt, znana slovenska motocross družina. Si od njih, bom rekel, povzel kakšne navade, nasvete, kako se pripravljati? Ja, sigurno. Bil sem zdaj začetne 2 leta sem bil pri Irt Brothersih. Oni so mi dali kar veliko znanja. Mislim, na trening sem šel 2-krat k njim. Ampak tisto sem izkoristil čas najbolj. Vprašal sem jih vse, kar je mogoče. Sem pa samouk, tako da kar sem hodil na trening, jaz sem tudi njihove te nasvete porabil in tako da ja, no. Zakaj to sprašujem? Zanima me namreč, koliko je kaj interesa med mladimi, med otroci za motocross v Sloveniji. Vemo, lahko ne v Sloveniji, v naših krajih, vemo, nastopajo lahko že s 50 kubičnimi motorji naprej. Ja, mislim, interes v lokalnem okolju sigurno je. Zdaj, tega ne izrazijo nekateri so nam že pisali, da bi se pridružili našemu klubu. Želja pa sigurno je, zdaj, če je v lokalnem okolju še motoklub, bojo pa sigurno še več interesa imeli, no. Kolikor sem seznanjen, bo društvo letos organiziralo tudi dirko, in sicer dirko v trialu meseca septembra. Kako ste se odločili za to? Ja, zdaj porodila se je ideja, no, za trial dirko. Mi v klubu smo se takoj strinjali, da bi ta dirka organizirali. Mislim, predvsem dober je to za klub. Ampak ja, no, pri zahodu smo rekli, da bomo organizirali in tako upam, da uspe, no. Zraven verjetno se lahko pričakuje tudi kakšna predstavitev ostalih tekmovalcev, vas krosistov? Ja, imeli bomo razstavljene motorje, naredili bomo predstavitev našega kluba in če bo koga kaj zanimalo, nas lahko tudi vpraša na tisti dirk, tako da ja, možno je tudi včlanitev v naš klub. Erik, najlepše bi se te zahvalil za obisk v našem studiu in želim ti, da se tvoje tekmovalne načrti, ambicije, kakor tudi ambicije društva uresničijo. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.